Projekt Sodelovanje mest City Cooperation 2. Tretja delavnica v organizaciji PORE Razvojne agencije Gornja Radgona je potekala na posestvu Štajer. Osrednji predavatelj dr. Aleš Gačnik je poudarjal, da mora biti izziv povezovanja kmetijstva, turizma in gastronomije tudi v luči nominacije Slovenije kot gastronomske regije 2021 usmerjen v samospraševanje. Na kak način smo se do zdaj povezovali, kje so naše primerjalne prednosti, kje so naši hendikepi in da na osnovi tudi takšne platforme, ki jo ponuja European Regional Gastronomy, najdemo neko novo paradigmo za regionalni razvoj Slovenije, ki pa bi lahko bil v primeru European Regional Gastronomy povezan z hrano, z kmetijskimi, živilskimi izdelki in podobno. Da bi torej vsem, ki se ukvarjajo s turizmom, dopovedali. Da je treba povezovati stvari, da samostojno težko uspemo v današnjem svetu, ko je pravzaprav od enega do drugega konca sveta samo klik na miški. No in iz tega razloga smo tudi te 3 delavnice organizirali. Pokazalo pa se je, da je zanimanje zaradi privlačnosti tem in pa tudi eminentnosti predavateljev veliko večje, kot smo pričakovali, in tudi ta kriza, ki je bila povezana z epidemijo, ni povzročila večjega izpada sodelujočih. V Pomurju živijo zgodbe o razvoju turizma, delavnice pa so utrdile nujnost povezovanja aktivnosti, ki lahko že jutri zaživijo in povežejo res to zgodbo celotnega tega panonskega območja turistične destinacije kot takšne, po drugi strani pa nujno povežejo ponudnike po vseh segmentih, to se pravi od kmetijskih subjektov, gospodarskih subjektov, turističnih subjektov in pa vsega podpornega okolja, ki ga predstavljajo tako razvojne strategije lokalnih skupnosti, to se pravi občin, zavodov za turizem, TIC-ov in pa seveda vseh drugih deležnikov, ki so kreirajo neko podobo trajnostne destinacije, ki si jo seveda vsi želimo. Projekt Slovenija gastronomska regija 2021 ni toliko promocijski kot razvojni projekt. Gastronomski turizem pa je lahko v veliko pomoč gostinstvu in kmetijskemu sektorju. Danes je gastronomski turizem trend, je moda, tako da kljub temu, da se nam zdi, da hrana in vino na nek način se delujeta že stoletja, kar je seveda res, ali pa tisočletja, pa lahko gastronomskem turizmu kot nekemu predmetu znanstveno-raziskovalnega dela, govorimo 20-30 let nazaj. Se pravi, da gre za relativno mlade zvrsti turizma, ki pa so, po mojem, prav za slovenski prostor ekstremno pomembne, zato ker nas gastronomski turizem nagovarja z potrebnim vključevanjem vseh 5 čutil, smerja nas k dediščini, k lokalnemu, k spoštovanju prehranske dediščine, kulture in pa po drugi strani seveda tudi k kreativnosti in pa k inovativnosti. Prednost povezovanja je tudi v priložnostih, ki jih še nismo zaznali. Da z sinergijskimi učinki lahko dosegamo veliko boljše rezultate in da seveda z enotnim nastopom na trgu smo ne samo kot celota močnejši, ampak tudi vsak kot posameznik. Za konec so udeleženci delavnice pogledali še nekaj dobre prakse, tudi v vinski kleti Štajer in predstavitev lokalne ponudbe. Beseda povezovanje ima za mene veliki pomen, ker moj moto je bil vedno skupaj zmoremo več in eno razpoznavno regijo lahko gradi samo skupaj več dobrih, odličnih ponudnikov. Te imamo v naši regiji, zdaj ključ do uspeha je samo v bistvu nas čim bolj povezati. Moče zdaj to priložnost zlih, to obdobje, ki ga zdaj živimo. Slovenija kot gastronomska prestolnica leta 2021, to je ena velika priložnost, da pokažemo Evropi in pa svetu, kaj zmoremo, da imamo dobre pridelke in izdelke in to je treba čim bolj izkoristiti.